Nič me ne sprašuj, kje sem bil, Šiš. Ne sprašuj me. Fak, veš, da ne vem. Lahko ti pa povem to, da me boli desna polovica možganov. Tako se počutim. Socialni demokrati so v Mariboru na kongresu SD-ja izvolili Daj pojmo. Spust me, pizda! A mu še daj prijel za jajca? Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Socialni demokrati so v Mariboru na kongresu SD-ja izvolili novega starega predsednika stranke Boruta Pahorja. Pahor, ki je bil edini kandidat za novega predsednika, je takoj po izvolitvi napovedal skoraj zgodovinske spremembe, v narekovajih, ki jih bo menda predlagal stranki in vladi. V zaresu pa so predstavili spremembe zakona o obdavčitvi motornih vozil. Poslanka Cveta Zalokar Oražem je poudarila, da je treba kupce predvsem vzgajati. Menimo, da je potrebno pri spodbudah oziroma pri davčni politiki, ne pa pri neposrednih spodbudah nakupa, uravnavati zadevo tako, da se na nek način vzgaja kupce v smeri nakupa, ki bi bil, če tako rečem, okolju prijaznejši, ali pa, če gre za nakupe znotraj javnega sektorja, ki bi služil tako imenovanim zelenim javnim naročilom. Prometni minister Patrik Vlačič je sporočil, da cestninskih postaj na avtocestah za zdaj ne bodo podirali. Menda za to ni denarja, niti ni to ena njegovih prioritet. Cestninske postaje so zgrajene tako, da ko priješ do cestninske je nekoliko navkreber, morda niti ne opazijo vozniki, ampak to je zato, da se lažje zavira, in po cestninski postaji je seveda potem spust, zato da se zmanjšajo vplivi na okolje, da se manj porabi goriva, in zato je treba tisti odsek infrastrukture kar precej spremeniti, ga torej, ponovno zgraditi praktično. 33-letni Ptujčan Dejan Zavec, eden najboljših boksarjev sveta v welterski kategoriji do 147 funtov oziroma 66 kilograma. Koliko? Izmenim. Ja. Je pred dnevi sporočil, da 28. marca ne bo boksal s Poljakom Slavomirjem Žimlevičem. Razlog menda tiči v poškodbi, ki jo je staknil na enem od treningov. Ne gre za to, da bi se ga ustrašil, tega nasprotnika? Daleč od tega. Slej prej se bo treba z njim srečati. Zadeva, bom rekel, v nekem strahu oziroma v neki taktični, da bi izbjegaval nasprotnika, ni govora, niti dvoma. Konec koncev bom rekel tako, da sam osebno sem še nekako iskal variante, možnosti, katere bi bile možne, se pravi, da se pa vendarle ta borba zgodi, vendar so zdravniki bili na koncu tisti, ki so mi odsvetovali to borbo. O večplastnem fenomenu samomora, komentar dneva, Žiga Valetič. Ko sem končal s pisanjem romana s humornim podtonom Tunel trgovina s samomorilskimi pripomočki, me je začelo zanimati, kakšna so resnična dejstva v zvezi s samomori v Sloveniji in globalno.
O tej tematiki sem sprva začel pisati blog, kmalu pa je postala neizbežna tudi zamisel o resni poljudno strokovni knjigi z naslovom Samomor večplastni fenomen. Knjigo, ki jo je izdala nevladna organizacija Ozara Slovenija, so na eni strani pomagali pisati strokovnjaki ter domača in tuja strokovna literatura, na drugi strani pa tudi bolj ali manj naključni obiskovalci bloga. Posebnost knjige je v tem, da so poleg strokovnih dejstev obravnavane tudi sodobne teme, kot na primer odgovorno medijsko poročanje o samomoru, samomor na internetu, v filmih, v oglasih in v literaturi, samomor in pozitivna psihologija humorja, samomor v živalskem svetu, najbolj odmevni primeri v človeški zgodovini, evtanazija in tako dalje. Osnovne ugotovitve knjige lahko strnemo v nekaj točk, ki so splošni javnosti vse premalo poznane. V Sloveniji umre 2-krat več ljudi zaradi samomora kot po prometnih nesrečah. Vsako leto na svetu umre zaradi samomora 1 milijon ljudi, kar je več, kot jih pade pod strelnim orožjem. V Združenih državah se na vsak umor zgodita skoraj 2 samomora. Slovenija je že pol stoletja druščini najbolj suicidalnih dežel na planetu, s tem, da v zadnjih nekaj letih beležimo nekoliko bolj optimističen trend. Slovenija še ni sprejela nacionalnega programa preprečevanja samomora, ki se je v številnih evropskih in tudi drugih državah pokazal kot uspešen, toda ta implementacija ne bi se vendarle zgodila še letos. Pri polovici samomorov je prisoten alkohol, Slovenci pa smo drugi v Evropi po tem, koliko negativnih učinkov ima alkohol v našem življenju. V deželah, kjer je visoka rodnost in veliko porok, je samomora manj, medtem ko smo Slovenci zadnji v Evropski uniji po številu porok na prebivalca. V državah z izrazito visoko rastjo bruto družbenega proizvoda je samomor v porastu, v zadnjih letih je bila Slovenija država z najvišjo stopnjo rasti BDP-ja v Evropski uniji, na število samomorov pa zgodovinsko gledano vpliva tudi recesija. Povprečni slovenski samomorilec je torej ločen moški, star okrog 50 let in nagnjen k alkoholu. Globalno velja, da je 80% vseh samomorilcev moških, medtem ko poskuša narediti samomor 3-krat več žensk. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V galeriji Vžigalica se je v organizaciji Društva Mesto žensk v petek odvil seminar na temo perforativne umetnosti 60. in 70. v današnjem času. Udeleženci, najbrž udeleženke, so si med drugim tam ogledovali dela umetnostne avantgarde tistega časa. Na prvi pomladanski dan nam je voščila legenda jugo turbofolka Lepa Brena. Polno dvorano Tivoli je navdušila z novimi skladbami z albuma Uđi slobodno, ki zvenijo precej funky. Postregla pa je tudi s pričakovanimi hiti 80-ih, kot so Čačak in Mile voli disko. Mile voli disko, disko, a ja kološu na disko. Da budemo blisko, ne? Još jedno. Čačak, čačak, šumadijski roker, ti si dušo moj tvoj roker. V sredo bo v ljubljanskem Ortobaru nastopila rock skupina Diastema, ki jo sestavljajo Peter Jenko, Neven Šverko, Mare Lukežič in Domen Šverko. Še vreme, prišla je pomlad. Veste, je pa zelo žalosten, da vam moram to jaz povedati. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.